Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Kampanje kandidatov za župane so v polnem teku. Številke na volilnih lističih bomo izbirali v nedeljo 20. novembra. Z nami pa je danes kandidat za župana mestne občine Koper, gospod Boris Popovič. Pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Dobar dan, gospod Popovič, dobar dan. 4 leta niste bili župan mestne občine Koper, verjetno ste uspeli si narediti neko sliko, ste imeli verjetno veliko časa za premišljevanje. Zakaj ste leta 2018 izgubili volitve? Ste si predstavili neko zgodbo za tem? No, leto 2018 je bilo specifično. Po 4 uspešnih mandatih je bilo očitno kar nekaj trenj, tako na državni ravni, še posebej na državni ravni, kot tudi to se je preneslo preko vseh medijev, tudi na občinske. In bilo je treba nekako se rešiti Popoviča, vse 4 mandate so se trudili, v naši uradni Ljubljani, da se mi bi znebili. Jasno je tudi zakaj, če pogledamo zdaj samo okrog drugega tira. Te dni sem bil v Ospu, Gabrovici, Črnekalu in sem videl, da so naši ljudje enostavno čisto navadni sužnji. Spominjajo me, kot je bilo včasih v Ameriki z domorodci, z Indijanci. In ravno tako je tudi tukaj. Grozno, grozljivo, nimajo nobene teže, nobene besede, nihče se ne vzema za njih, za nje. Izvajalci oziroma investitorji delajo prav, kar hočejo. Uničujejo nam teren, uničujejo nam vse. Ne skrbijo prav nič za kako te ljudje živijo, kako bi jim olajšali življenje ob takih hudi, pomembni gradnji. Ravno tako se dela, kot veste, upam, da veste, verjetno ne veste, najbrž poslušalci ne vejo, da se dela enotirni drugi tir, katastrofa. To pomeni, tudi ta nov viadukt, ki je zdaj v gradnji praktično, bo enotirni. To pomeni, da 2 tira ne bomo imeli nikoli. Vsaj verjetno naša generacija ga ne bo dočakala, pa verjetno tudi vaša ne. Torej, obstoječi tir bo ostal v funkciji in ne bo namenjen tistemu prvotnemu smislu, kar smo nameravali in tudi smo zahtevali od države, da bo postal kolesarska steza in bo to temelj kvalitetnega razvoja turizma v Zaledju. Tako da stvari se dogajajo, enostavno ni gospodarja in tudi zato kandidiram. Vaši kritiki pravzaprav že vsa leta priznavajo, da ste za Koper res veliko naredili. Očitali pa so vam zadolženost občine za postavljanje podeželja, pa tudi enoumje, korupcijo in ustrahovanje. Bojijo se, da bo zdaj vaš povratek, če bi se vrnili na funkcijo oziroma na čelo občine, prinesel stare metode in nove težave. Kako to komentirate? Enoumje je zdaj na neprimerno višji ravni, kot je bilo takrat. Jaz sem tudi občinski svetnik, kot veste, in kao naj bi bil vodja opozicije, pa nimam prav nobene besede, nobenega upoštevanja mojega glasu. Ste rekli, enoumje, kaj bo še? Zadolženost občine. Zadolženost občine je zdaj neprimerno večja, kot je bila pred 4 leti. Narejeno pa bore malo ali pa nič. In še tisto, kar je narejeno, je zelo slabo, zelo nekvalitetno. Naprimer, streha nad novo avtobusno postajo pušča. Ravno tako tudi ta nova streha, katere bo otvoritev čez par dni, to je na tržnici pušča, že zdaj, kaj šele bo. Tako da zelo slabo je narejeno tisto, kaj je narejeno, da v plaži oziroma kao parku ob vodi med Semedelo in Žusterno, sploh ne govorimo, ni ne tušev, to ni nobena plaža, ni WC-jev, ni ničesar. Tako da stvari so narejene delno, na hitro, pomanjkljivo, ravno tako tudi okopana garažna hiša pod muzejskim trgom nima peš dostopa, ne izstopa iz promenade oziroma iz obvoznice. Torej, če hočeš, recimo nekdo hoče parkirati v garažno hišo, da gre nekaj nesti v marino ali pa obratno, da nese nekaj iz marine v garažno hišo, ker ima parkiran avto, mora iti vse čisto gor na muzejski trg, vse okrog in podobno. Niso razmišljali o tem, ne še o marsičem, tako da enostavno
manjka dober gospodar. Kaj pa, zdaj, ko omenite že dobrega gospodarja in ste komentirali že vse to, kar sem naštela, še mogoče to ustrahovanje in korupcijo, ki vam tudi očitajo, da ste jo izvajali torej med časom vašega županovanja? Se pravim, 16 let sem imel tak in drugačne preglede vseh možnih organov pregona in cel kup ovadb. Hodil sem na sodišče 2-krat tedensko, najmanj, tudi več. Zdaj 4 leta nisem župan, nisem bil niti enkrat še na sodišču. to marsikaj pove o tem. Nič mi niso dokazali. Ni bilo korupcije na občini, se upam suvereno trditi in zdaj je tudi to jasno. Tudi župan, ki pač me nadomestil, je jasno in glasno govoril, kako je cel kup okostnjakov pada iz omar in ne samo to, da padejo okostnjaki, ampak celo je rekel, da se dogaja cel mrtvaški ples na občini, niso mi dokazali ničesar. Imeli so 4 leta za to, imeli so vse papirje v svojih rokah, delali so na tem, tudi nadzorni svet je delal, pospešeno na tem niso dokazali nič. Medtem ko zdaj v tem mandatu sem prepričan, da je bilo ogromno korupcije in sem prepričan, da se bo to tudi dokazalo. Boste vi pripomogli k temu, da se dokaže? Ne bom, ker ne bom se s tem ukvarjal. Jaz sem ukvarjal s tistimi stvarmi, ki sem se ukvarjal takrat. Sem ukvarjal z razvojem in boljšem življenju za vse nas. S tem se ukvarjajo tisti, ki so za to plačani. Še eno vprašanje se je pojavilo in sicer glede delitvene bilance, ki ste jo z občino Ankaran podpisala z gospodom Strmčnikom, ki pravi, da bi morala mestna občina Koper sedaj plačati več kot 8 milijonov evrov občini Ankaran. Kako to komentirate? Ker namreč on ne prelaga odgovornosti na sedanjega župana, torej na Bržana, ampak na vas, ker ste takrat to podpisali. To mislim, da je bilo za konec leta 2014, začelo pa je veljati na začetku leta 2015. No, nič od tega ni res. Jaz sem pač najprej sem se boril za razliko od sedanjega župana pri tem, da Ankaran sploh ne nastane. To je edina občina, ki je nastala v naši državi na osnovi odločbe ustavnega sodišča in ne na osnovi zakona, sprejetega v državnem zboru. Od 212 je to edina občina. Se pravi, že to samo po sebi politično dejanje, na silo, se pravi vse proti Popoviču, proti uspešnosti mestne občine Koper. Nič takega nismo podpisali, ki bi karkoli lahko škodilo mestne občine Koper, ravno obratno. Strmčnik je ves čas in tudi ovadbe smo imeli na te računih, imamo še vedno, zdaj so že uvržene, na to, da smo ravno obratno delali, spravi, da smo hoteli oškodovati občino Ankaran in narediti pač korist mestne občine Koper pri teh bilancah. Tako da, gledajte, en govori tako, drugi drugače, dejstvo je, da nič od tega ni res. Jaz sem vedno delal dobro mestne občine Koper, to se tudi vidi. V 16 letih smo dokončali kar 850 milijonov evrov naložb, 850 milijonov evrov od začetka do konca in tudi plačali. Tako da je bila naša občina, se upam trditi, v tistem času daleč najbolj uspešna, najbolj razvojno uravnana in najpropulzivnejša občina v naši državi. Naš razvoj se ni mogel meriti niti s sosednjim Trstom, pa kakšenkoli drugim sosednjim mestom v drugih državah. Danes, če pogledamo, kako je Koper počasi izumiral iz leta v leto in praktično skoraj umrl, Koper je praktično skoraj mrtev. Danes, če pogledamo Trst, po 4 letih pa nenormalno dobro živi. Primerjava med Trstom in Koprom ni več primerna, ker je Trst neprimerno napredoval v teh 4 let, neprimerno bolj, prišel na neprimerno višji nivo, kot je bil pred 4 leti. Svoja primerjava med Koprom danes in Trstom je neprimerno bolj korist Trsta. Ampak, če se vrnemo k tej delitveni bilanci. Gospod Strmčnik je rekel, da bo to njegova prva točka, za katero se bo boril, če bo ponovno izvoljen za župana. Rekel je, da če ne bo dosegel dogovora z mestno občino Koper, je pripravljen potem tudi iti naprej na sodišče. Če bi bili vi izvoljeni potem v tem 4-letnem mandatu za župana, bi poplačali to občini Ankaran ali bi potem dovolili, da gre to na sodišče? In bi potem sodišče to urejalo naprej? Glede, jaz moram videti najprej, čem se gre sploh. Jaz 4 leta nisem bil župan, jaz ne vem, o čem govorite točno, tako da moram videti, o čem sploh je stvar.
da vidimo, kaj je realno, kaj ni realno. Pač tisto, kar je realno, mora pač občina seveda plačati, tisto, kar ni realno, se bo pač občina seveda borila in ne bo plačala. Logično. Tudi imamo kar nekaj skupnih interesov imamo še, ki pač in razdelitev, ki nismo naredili še tako v tistem času in mislim tudi zdaj ne. Konec tudi ta stavba v Lazaretu, ne, čisto ob meji, ne, ob morju, tudi ta ni razdeljena, ne, ta je še vedno v lasti mestne občine Koper. Tako to je tam je vrednost nekje 3,5 milijone, če se ne motim, vsaj takrat je bilo toliko. Tako da tega odprtih postavk je še dosti. Ne vem, kako so naredili z državljanskim vodovodom, Marjetico in ostalimi podjetji v lasti mestne občine Koper, kako so to razdelili, ali niso, niso. Tako da bomo vse to še pregledali. Torej, ste se pripravljeni usesti in najprej pogovoriti, pregledati vse in potem od tam naprej? Ja, seveda, se moraš usesti, ampak jaz sem pripričan, da se ne bo treba vse z njim, ampak z novo županjo. Tako da bo vse mnogo lažje. Dobro. Sicer ste v zadnjih letih vedno pripisali večino krivde za dogajanje v mestni občini Koper trenutnemu županu, katerega ste imenovali tudi Rožle, pa ste ga pozvali k odstopu. In ne nazadnje ste pa v tem, lahko rečemo, v tej fazi volilne kampanje bistveno mirnejši, se drugače pripravljate na volitve. Jaz sem povedal svoje, vsakokrat, povem tudi danes in imam še vedno isto mnenje. Sem pa nehal se z njim ukvarjati, ker sem videl, da je popolnoma brez nepotrebno in brezplodno, kajti enostavno mediji so bili na njegovi strani in je bil ves trud za manj. Enostavno smo mogli počakati do konca mandata, videti, kaj se bo vsega skupaj izcimilo in iti na volitve in po volitvah razčistiti stvari za nazaj, da vidimo, kaj je sploh bilo v teh 4, kaj se je zgodilo in seveda peljati to barko naprej čim bolj mirno in čim bolj razvojno, tako kot smo to peljali v preteklih 16 letih. V časniku Obala Plus novinar Boris Šuligoj piše, citiram, Bržan je v svojem mandatu opravil veliko več, kot se je od njega pričakovalo. Čeprav so bile razmere v minulih 4 letih vse prej kot normalne. Tukaj omenja pandemijo, železniško nesrečo, sušo, vojno v Evropi in tudi vas. Če bi ščirko Borisa Šuligoja zaposlil jaz takrat v turizmu, bi pač pisal dobro o meni, tako pa so zaposlili SD v Piranu, pač piše proti meni. To je njegov največji očitek. Če pogledate, v preteklih letih je Boris vedno pisal dobro o meni in realno. Potem pa kar nekaj, ko sem mu to očital, zakaj in kako pač protežira tedanje vodstvo mislim, piranske občine, tudi tisto zakulisno, ne, predvsem. In potem takrat se je pač zamiral in zdaj piše take neumnosti, tako da ne zamerimo. To je pač osebna zamera. Pustimo to. Dejstvo je, ljudje nismo slepi in jaz pričakujem od ljudi, da bojo uporabljali svoje lastne oči in svoje lastne možgane in šli na volitve 20. in so porožili pravo številko in to je številka 5. No, je pa res, da se najde tudi kdo, ki vas tudi pohvali kot trenutni piranski župan Dženjo Zatkovič. Dejal je, da ste postali referenca za uspešno županovanje. Kako vi gledate na dogajanje v Piranu? Konec koncev, če se kaj prav spomnim, se je nekaj časa šušljalo, da bi mogoče tudi tam lahko kandidirali kot župan. Meni je žal Dženjota kot župana, da ni mogel obdržati svojo koalicijo. Pač on je zmagal za svojo stranko, premočno zmagal na zadnjih volitvah in če bi, sem prepričan, vstal v svojo stranko in s tistimi zavezami, ki so dali volivkam in volivcem kot stranka in kot on kot župan, sem prepričan, da bi lahko bil tudi uspešen. Na koncu, mislim, takoj na začetku so se pač razklali in je bilo vodenje pač tako, kot je bilo, on je imel svoje večine, je mogel pač poslušati druge in nažalost te 4 leta so vodili mestno občino Piran, skozi na mestno občino Piran, vsi drugi kot Dženjo. Tako da ne moramo vzeti niti za slabo, pa če bil primoran poslušati, če je hotel sploh speljati stvari tako, kot jih je speljal do konca. Tako da je naredil čim manjšo možno škodo piranski občini, je pa res, da ni bilo nobene dodane vrednosti. Ampak ste res želeli kandidirati tudi v občini Piran? Ste razmišljali o tem? Ja, razmišljal sem o tem, zato ker vidim občina Piran
že leta in leta, oziroma že kar nekaj ogromno mandatov pač stagnira. Se spomnim moje mlade leta, kako smo bili vsi skozi v Portorožu, praktično petek, sobotno, nedeljo smo preživeli tam in kako je bilo to mondeno mesto. Takrat v tistih časih, še v jugoslovanskih časih, je bil Monte Carlo in je bil Portorož. Ni bilo Nekana, ni bilo Nice, Saint-Tropeza, to vse so bile vsi. Tako da in tistih časov se spominjam in vem, da Portorož z lahkoto lahko postane spet mondeno. Mesto je eno najbolj priljubljenih letoviških mest v Evropi, to sem prepričan, še posebej, ki ima najlepše mesto na svetu v svoji lastni občini, to je Piran. Ampak potem takem bi bili spet na lističu kandidatov nekje blizu gospoda Gašperja Mišiča. Ne, to vam pa zagotovljam. Ne tam, ne zdaj, ne nikoli več v življenju. Če živim še 150 let ne bom blizu. Torej, mi zdaj gremo... In upam tudi za Dženjota, da ne bo več blizu, upam, da se je naučil tudi on. Mi zdaj gremo na kratka, malček bolj sproščena vprašanja in sicer vas prosim, če lahko dopolnite poved, ki jo bom jaz začela. Koper brez Borisa Popoviča bi bil? Rajše vam ne povem, kaj si mislim, ampak si kar ne predstavljam, da bi bilo še vedno tako, kot je bilo takrat, do leta 2002, ko je morje bilo, v morje šel direktno iz WC-ev, ko je bilo v Tomosovem bloku kar 90 stanovanj, majhnih stanovanjc za takratne delavce Tomosa, ki so imeli leta 2002 samo enkrat na teden 2 ure toplo vodo. Upam, da se časi ne bojo vrnili, to so bili časi SD-ja in upam, da se to ne želimo več. Torej, Koper brez Borisa Popoviča bi bil brez tople vode. Mislim, tisti, ki imajo denar, si bi lahko privoščili, marsikdo je ni imel. In tam so bili otroci, v stanovanjcu po 19 kvadratov je bilo tudi 5 članov družine in tako naprej. Mislim, da si noben od nas ne želi več teh časov. No? Ali pa da bo Badaševica smrdela in se bo Badaševica imenovala spet Fonja. Jaz mislim, da se to noben od nas ne želi. Res je, da naši najmlajši, pač volivci, 18, 19, 20, 25 let stari, to ne vejo, kako je bilo, ne, ima marsikdo, ko se še spominja in gledajte, verjemite mi, da Popovič Boris je zelo koristen za to mesto. Nova garažna hiša Sonce je? En kup betona in železa, uničenih 40,000 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, tik ob mestnem jedru, katastrofa, groza. Sploh ne vem povedati, kako je lahko nekdo naredi tako neumen projekt in uniči tako dragoceno zemljišče ob samem mestnem jedru in prihodnost našega Kopra. Mlada družina brez svojega stanovanja v Kopru lahko? Lahko upa oziroma lahko računa, če bo obkrožila številko 5, lahko računa, da bo prišla do ustreznega stanovanja zelo hitro in mi bomo imeli pospešeno gradnjo neprofitnih najemniških stanovanj in tudi neprofitnih prodajnih stanovanj po ceni 2000 evrov. Vam povem tudi lahko, kje. Kje? Pod Dolinsko ulico, cesto, to je ob Hoferju, tam bo zraslo 400 stanovanj, to bo neprofitna, večina bo prodajnih, kar do zdaj ni bilo, ne? In spremenili bomo z OPN in tudi zemljišča iza vrtca v Olmu, oziroma Lantane, tako da tam bomo dobili še dodatnih, kar nekaj dodatne možnosti graditev stanovanj, neprofitnih najemniških in neprofitnih prodajnih v prihodnje, ampak z izgradnjo teh 200, teh 195, ki naj bi se zdaj izgradili na Dolinsko in teh 400 ob Dolinski, pod Dolinsko, bomo vse probleme rešili že v 2, najkasneje 3 letih. Največja pomanjkljivost pri trenutnem županu je? Glejte, trenutni župan je imel podjetje, startup, ponavadi imajo startup 1 leto, 2 leti v inkubatorju in potem pač gre
pač naprej na svojih nogah. Trenutni župan je bil startup s svojim startup podjetjem brez zaposlenih 10 let v inkubatorju in iz inkubatorja direktno šel na vodenje mestne občine Koper. Kaj ne rečem več kot to, vse to se vidi. Če izberete lahko eno pomanjkljivost, samo eno največjo. Ne bi izbral nobene, ki jih je toliko, raje ne zbiram in nočem žaliti nobenega, pač 10 let je bil v inkubatorju in iz inkubatorja je šel direktno na župana mestne občine Koper. Kaj ne vam povem več kot to? Pomislite, da bi mislim, ne vem, no. Če se to zgodi v Ljubljani, jaz mislim, da bi Ljubljančani znoreli, da se jim ki je 10 let, dobro, da bi se zgodilo Krapovič, zamenja Popoviča, noben problem. Pistrelj, noben problem, Jankovič, noben problem. Da en iz inkubatorja po 10 letih bivanja tam zamenja Borisa Popoviča na čelu mestne občine Koper, je pa smešno. Če zdaj obrnemo ploščo, najlepša lastnost trenutnega župana je? Najlepša, najboljša? Ga ne poznam, jaz ga sploh odprej ne poznam, poznal sem ga samo na videz, tako da jaz nočem ukvarjati, nisem se nikoli ukvarjal, pa se ne bom ukvarjal z njim. Pesem, ki bi jo lahko poslušali celo življenje, je? Ringa raja. Nima nekih posebnih, jaz v preteklosti mi je bil najbližje Europe in to, ko smo še bili mladi, ko smo dareli in se zabavali. Kaj ima Koper, česar sosednji občini nimata? Koper je najbližji tujini, ne, se pravi, ko pridete v Slovenijo, je najbližje na obali, najbližje mesto je Koper in to je največja prednost, ki jo ima, največja. Ima tudi precej veliko zaledje ob morju, se pravi, ampak žal je to zaseda Luka Koper in tudi vnaprej plan novega DPN-ja Luke Koper pač še razširja to luko, ampak s tem smo se sprijaznili že zdavnaj in smo tudi rekli, tukaj bo luka, zdaj vse ostalo bo pa se razvijalo mesto in turizem. Tako da mislim, da občina ima ravno zaradi tega bližine meje in glede na to iz zahoda, spravi iz Evrope je prvo mesto ob naši obali, ima največje možnosti za 12-letno delo oziroma 12-mesečni turizem letno, se pravi 365 dni in to tudi smo hoteli razvijati. Mnogo težje je to Izoli in Piranu. Je pa res, da, kot sem že prej povedal, Piran ima in Portorož imajo svoje prednosti in tudi Izola ima marsikatero prednost, ker ima še ogromno zemljišč ob samem morju, neizkoriščenih in tako da vse tri občine imajo ogromno prednosti in ogromno in zelo malo slabosti. Tako da biti župan katerikoli od teh treh občin, vključno z Ankaranom, je lahko samo dobro in nikakor slabo. Če bi z eno besedo opisali Koprčanke in Koprčane, bi ta bila? Koprčanke in Koprčani smo se žal, takrat je bil delno krivec tega, to, kar se nam je zgodilo, je bil sindrom polnih riti, tako sem jaz vedno rekel, ker navadili smo se na vse, oziroma vsak iz leta v leto, ne samo iz mandata v dato, imeti več. In potem recimo pri nogometu konkretno in pri športih smo imeli bore malo, še posebej pri nogometu, bore malo navijačev. Če pogledamo v sosednji Izoli, so Ribari, ki recimo, če bi jaz takrat, če bi mi imeli Ribare s to infrastrukturo športno, ki smo imeli, mislim, to bi bili svetovni prvaki, jaz mislim, da nihče ne bi se upal niti priti zares Črnokal. Tako da vsak ima nekaj, Izola žal nima športne infrastrukture, nič se ne vlaga v šport, ima pa strašno srčne navijače in srčne ljudi. Upam, da se bo tudi v Kopru to spremenilo. Ampak z eno besedo opišite Koprčanke in Koprčane, to je bilo moje vprašanje. Torej, ena beseda, ki opisuje Koprčanke in Koprčane. Ena beseda. Dopisuje na splošno? Ja, na splošno vse Koprčanke, Koprčane. Z eno besedo, samo eno. Mirni in ponosni ljudje. Človek, ki me je najbolj razočaral, je? Malo prej ste ga omenili. Dva smo omenili, ki bi vas lahko razočarala. Ne, samo eden. Aha, ok. Mene Bržan ne more razočarati, če ga nisem te poznal. Ja. Da, prijatelj te lahko razočara. Ne pa nekdo, nek XY, ki pač nima nobenega pomena v tvojem življenju. Najbolj sem ponosen na?
na moje otroke. Lučke v Kopru letos da ali ne? So že. Že ko smo pri lučkah, z ekipo ste zasnovali Čudolandijo, danes je to Fantazima. Zapisali ste, da Fantazima kaže, kako se dogodka v nobenem primeru ne sme delati. Zakaj? In ob tem vprašanju še, kaj bi znali našteti 3 pesmi, ki jih poje Kristina D'Avena? Ne bi znal, niti eno. Kar se pa tiče Fantazime, mislim, narediti iz nečesa neverjetno priljubljenega, iz neke uspešnice, narediti tako neumnost, da spreminjati ime, mislim, je to nonsens. To je isto, kot je bilo z rumene oči, rumeno-modra noč. Jaz nisem hotel zamenjati koprsko noč v rumeno noč, ampak sem moral, ki je pač prejšnji predsednik krajevne skupnosti to zaščitil. Tako da Čudolandija pride spet nazaj, če bom župan seveda, in to nemudoma in še v mnogo večjem obsegu kot prej, in pripričan sem, da bo še bolj uspešna in iz leta v leto še uspešnejša. Pripričan sem, da si Koprčanke in Koprčani to želimo. In kaj bi bil ta večji obseg, ker marsikdo meni, da večje, kot ste takrat zastavili, se mogoče tudi celo ne da? Ne, to niti slučajno ni res. To je bil nek začetek nečesa, no pejte si pogledati v Salerno. Vse tisti, ki ne ve, pa lahko kaj takega govori. Jaz sem bil enkrat v Salerno in sem videl, kaj to pomeni, in ko sem videl 1200 avtobusov, 1200 avtobusov gostov, turistov, ki so prišli trošiti zaradi teh lučk, mislim, potem je bilo vse jasno. To niso adventne lučke, to čisto nekaj drugega, ljudje to niso razumeli. Mediji niso hoteli poslušati, kaj sem hotel jaz povedati. To so luči d'autore, tako imenovani v Italiji, in ljudje hodijo iz celega sveta gledati te lučke, to so tridimenzionalne lučke, to niso kitajske luči, da smo si najjasni, to se proizvajalec teh luči, ki smo jih imamo Koper, teh lučk, so Avstrijci, to je tovarna v Svarovskem, tovarna Svarovski in ta tovarna lučke zraven, to so sosedi. To je zelo kvalitetna roba. In to so dizajnerske stvari. To sem tudi, ko gledam tukaj vaš radio, oziroma te nove prostore, se čudim, pač, ki mi všeč. Meni so lepe stvari všeč, so mi pri srcu in velikemu številu ljudi tudi, še posebej otrokom. In otroci radi vidijo lepe stvari in zanimive stvari. In ne vem, mi smo imeli še Martina Krpana v planu za narediti in njegovo kobilico in še marsikaj drugega. To so vse stvari, ki se delajo po naročilu, se pravi, imaš dizajnerja, ki dela neko pravljico, neko zgodbo, pisano na kožo mestu, za kateremu je to namenjeno. Tako da, jaz sem prepričan, da bo ta Čudolandija dvigne naš turizem in naš BDP, koprske naše obale mnogo više, kot si mnogo od vas predstavlja. Je pa res, da na področju prireditev vsaj zadnje 3 leta ni bilo veliko za početi glede COVID in tako naprej. Kako bi vi kot župan odreagirali na COVID in dogodke? V času COVID-a nismo imeli župana, mi smo bili, ne se tudi zdaj nimamo, ampak v času COVID-a pa sploh. Če pogledate, vsaka kriza ima neke svoje možnosti in ima neke svoje priložnosti. Še posebej, če pogledate v času COVID-a, občine so delali normalno. Države, ministrstvo so delali normalno, Luka Koper delali normalno, logistika delali normalno, tovarne so delali normalno, gradbeništvo delali normalno, skoraj vse delali normalno, razen gostinstva, turizma in majhnih obrtnikov in tako naprej. Te so utrpeli največjo škodo in seveda šole, vrtci in podobno. In tem bi bilo treba pomagati. In takrat, na žalost, župan in ta občinski svet oziroma to vodstvo občine ni imelo razumevanja in niso hoteli narediti kriznega štaba in niso namenili nobenih sredstev tem ljudem. In je bilo ogromno samomorov, o tem se sploh ne govori, ogromno je ljudi na tabletah, depresivnih je vedno več in več in tudi v zelo mladi populaciji in jaz se s tem seveda ne strinjam. Jaz mislim, da bi bilo treba pomagati ljudem. Zato sem jaz se trudil sklicati izredno sejo, manjko mi je 9. podpis, kjer smo hoteli zahtevati, da bi dali vsaj 10 milijonov na letni ravni, da bi namenili za pomoč tem ljudem
v stiski, ker kar naenkrat so bili brez nobenega prihodka. Ni se zgodilo, naš župan je bil v karanteni ves čas covida, medtem ko, če pogledate, ljubljanski župan Zoran Janković je bil pa vsako jutro na terenu v času covida in prej in pol in v času covida. In če pogledate v Ljubljani, Ljubljana do covida se je urejala samo v centru in to so bili glavni očitki. Pol pa če pogledate zdaj Tržaška cesta, Čelovška in tako naprej, so naredili ogromno, največ so naredili ravno v tem mandatu covida, ker je bilo največ oziroma ogromno in največ v zgodovini na razpolago nepovratnih evropskih sredstev. Nepovratnih evropskih sredstev je prišlo v Slovenijo 7-8 milijard, če ne več. In če pogledate približno na Koper, je to preko 200 milijonov evrov. V Koper teh 200 milijonov evrov, ki naj bi prišli v Koper, ki bi nam pripadali tako drugače, na osnovi števila prebivalcev, ni prišlo nič. Ne. Tako da, žalostno, od spanja ni nič. Tudi vi, če boste na kavču, lahko razmišljate o nekih bogataših, nekih uspešnih ljudeh, če boste na kavču vsak dan cele dneve, ne bo nič. In tako se dogaja našemu Kopru. In upam, da samo še 2 tedna. Leto ste sicer dopolnili okroglih 60. Kako ste praznovali, katero je bilo najlepše darilo? Jaz ne praznujem svojih rojstnih dnev že od 40. leta, oziroma še prej. Ampak jaz sem praznoval na zadnje 30 let. 40 mi zdaj, da je ta star, da mi šan 40 let, ker to se meni zdaj do staro ful, tako da nisem 40, niti 50, kaj šele zdaj. Torej ostajate 30 star? Jaz sem, prej se ostalo pri 38, vsak mi vprašal 38. Kaj se je zgodilo pri 38, da ravno 38? Ne, da ne prije na 40, samo zaradi tega. Ja, ker 39 je preblizu, potem tako, na 38 sem malo bolj varen. Dobro. Zelo ste kritični do medijev, tudi do našega. Ali imamo v Sloveniji ali na Primorskem medij, za katerega lahko rečete, da ste z njim zadovoljni? Rabimo res konkretno, torej konkretno medij, ki vam je všeč. Ne v Sloveniji, ne tukaj, nikjer. Jaz si želim medij, pa ne zdaj, niti slučajno ne, da bi kakorkoli govoril dobro o meni, če ni zagovoril dobro o meni. Ravno obratno. Jaz še želim medij, ki je korekten do vseh. Res pošteno, korektno do vseh. Ni treba, da je preveč, neko politično, recimo, ni treba, da čisto vsako napako tudi sedanjega župana, da ne vem kako poveličuje ali kakorkoli, ne. Ampak niti poveličuje slabe stvari, ne. Mislim, slabe stvari, da povečujemo niti dobrih, ne preveč. Ne? Se pravi, neko zmerno mero normalnosti in če je nekaj zelo narobe, treba opozoriti, ker če vi ne boste opozorili kot mediji, verjemite mi, da boljše ne bo nikoli. Ali sem jaz župan ali kdorkoli druge, če boste mene preveč hvalili in mi vse odobrili in tako naprej in ploskali za vsako neumnost, bom še jaz začel delati garažne hiše sonce. Vse posod. Ampak imate dovolj jasno sliko o tem, kakšen bi mogel biti medij. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi imeli svoj medij? Jasno, razmišljal seveda. Ampak jaz sem mislil najprej, da mi ni treba. In potem, ko sem videl, da pač niso mediji razumevane, še posebej na Primorskih novicah takrat in teh medijih, ki so bili pač takrat merodajni za to, smo tudi naredili ta Koper, ta spletni časopis, potem smo časopis MOK. In da so mi učitelji na občini, so mi učitelji, da to je trobilo, ne. Sveta je trobila. Normalno v svoje medije, pa ja ne bom svoje medije nemogoče, da pišeš proti sebi, ne, proti temu, kaj pišeš. Če misliš, da narobe delaš, ne bi delal tako, bi spremenil, bi neko drugače. Tako da nemogoče, to tudi zdaj jaz nič ne govorim o tem, kaj piše MOK, kaj piše Koper. To je pač občinsko trobilo. Normalno, da kar se tiče pa vašega medija in vseh ostalih medijev, to pa ni občinsko trobilo, ne bi smelo biti. Ne. In zato sem kritičen, ko treba povedati, kritično povem. Kakšenkrat lahko sem tudi pretiraval. Ampak vse iz tega, ker pač v nekaterih primerih je bilo preveč posladkano tisto, kar bi moglo biti kritično. In če bi mediji bili kritični, ne preveč kritični, še enkrat povem, nisem niti slučajno, mislim, da bi mogli zdaj napadati tega župana ali kakorkoli, kar brez veze. Ampak prosim vas, pejte do teh ljudi v Osp in Gabrovice in poglejte, kaj se dogaja. In poglejte, kaj se dogaja s temi izvajalci. Konkretno jaz za enega vem, ki se mi je pač hvalil, kako on to
njegova naloga je, da to ruši ta drevesa in tako naprej. In to je zrušil, pejte pogled, kaj so vse zrušili, koliko dreves je šlo. In je odlično plačan in sploh, pa je to cela bogatija. Ves les ostane njemu. Še dodaten zaslužimo, čakajte malo. Kaj so mi res najbolj neumni na tem planetu. Okay? Smo dovolili Ljubljančanom delo z nas, kar hočejo. Tako da to treba zaustaviti. Tam ljudje so sužni. In se te ljudje, ki profitirajo milijone in milijone in milijone in milijone na nas, se jim smejijo. To moramo staviti. In dvotirnost, moramo doseči dvotirnost. Moramo, vsaka vlada nam laže, delamo dvotirnost, ni res, delajo enotirno železnico. Če še malo ostanemo pri medijih, vi ne kritizirate sicer samo vsebinskega dela medijev, torej našega dela, ampak tudi marsikdaj se spustite na osebno raven. Kako to komentirate? To je tudi res. Veste, ko imaš ti, recimo, pogledajte, kolikokrat se vi spustili in ostali, ne rečem vam osebno, ampak pogledajte mediji, tudi ne mislim na Capris osebno, to prav na vaš medij, ampak sploh kot novinarji in novinarke in mediji na osebno plat napram meni. Kakšne so bile, čim je bilo kakšna ovadba, če nekoga na sodišče, to je že bilo konec, že kot je končano. To sem naredil, karkoli so tožilci izmislili, oziroma policaji in tožilci, bilo pač že dokončno. Ko sem pa jaz se kakorkoli branil, vse, kar sem rekel, je bilo preveč pretirano, gleda, kaj si misli, kot da bi ono spizdino odjebi, če spomnite z eno novinarko. Tam se je začelo. Tam ste v spizdino odjebi se je začelo in potem vsi novinari, kako si lahko privošči, kaj tako. Ko pa ona rekla, da je mafija na obali, ne, in da naj bi bil jaz šef te mafije, ne, to je bilo pa dobro. Ne. Tako da marsikaj se govorilo o meni, marsikaj grdega po medijih in osebnega in imel tudi težavo tudi z otroci in sem jih preselil v privatno šolo v Italijo in ravno zaradi tega, ker nisem hodil terapijo zaradi te moje dejavnosti in takrat bi mi mogli zaščititi. Jaz sem to pripričan, da bi bilo to moglo biti tako, ampak zdaj nisem jaz tukaj, da bi jokal, kakorkoli, nisem nikoli jokal, jaz sem pač vedno prevzel nase in sem se boril. In sem mislim boril še naprej. Nikoli pa nisem hotel delati drugemu škodo, ampak sem hotel vedno normalizirati stvari, da nekako prekinejo delati škodo meni in moji družini. Pa obžalujete kdaj te komentarje, ki so šle na osebno raven, ali bi, na primer, jih še enkrat napisali, povedali, če bi imeli to možnost, oziroma če bi vas kdo izval? Če me izval, bi vrnil, seveda. Jaz bom pač vedno vrnil, tako je. Jaz se bom boril do konca. Če bi hotel drugače živeti, pa bi hotel goljufati in govoriti neresnice, se lagati in tako naprej, bi pač enostavno pristal, da bi bil član ene od uveljavljenih političnih strank v Sloveniji in pa bi lahko delal, kar bi hotel. In potem seveda noben me ne bi niti provociral, niti mi ne bi govoril take neumnosti in ne bi hodil na sodišča, ampak jaz mislim, da to enkrat slej bo treba končati. Zdaj, če ne bo to Boris Popovič uspel z našim prebivalkami in prebivalcem, z volivkami in volivci, bo pač nekdo drugi. Jaz sem pripričan, da Borisov Popovič je bilo ogromno, ampak enostavno vsemi tebi napadi, vse te napade niso mogli ustrezno reagirati, ker tudi finančno nisem bil podprti in tako naprej. In pač niso uspeli narediti takega koraka, kot sem naredil jaz. Zato sem prepričan, da jaz delam prav in da delamo pravi smeri. Nikoli nisem napadal prvi nobenega, nikoli nisem škodil nobenemu, nikoli nisem tudi, če nekdo, recimo jaz ko po zmagi, naprimer, jaz v boksu pogledam, pa se boksajo in ko končajo, pač ali nokaut, ali konča pa zaradi, ki so pač 12 rund, tako kot že 3, še nekakšno tekmovanje je, pač na koncu se objamejo še oni, pa so celi potovči, celi so razbiti, celi krvavi in tako naprej. Ko do nogometu končajo 3 piske, se objamejo vsi, ampak valjda ne prej. Tako da jaz to ne jemljem tako drastično, kot so nekateri mediji to poveličevali, kar sem jaz rekel. Ker konec koncev povejte mi nekaj takšnega groznega, ki sem jaz povedal. V bistvu ste jih sami že navedli, kar je bilo kar groznega. Recimo imamo bivšega premijera, ki je tako stvar, oziroma mogoče celo slabše, lepše oblečeno napovedal novinarkam prek Twitterja in je na koncu to tudi dobro plačal.
Sam to pa nisem nikoli rekel. Nekaj takega, tako kot je on rekel, jaz nekaj takega nisem nikoli, na tako nizko se nisem nikoli spustil, nikoli, tako da jaz sem bil absolutno proti temu, kar je on rekel. Sem pa jaz eni od teh, rekel, da ne bom zdaj ponavljal, kar je moja žena rekla, da pohvalim, sem pač pohvalil. A ona mi vsak dan, kaj ste naredili, kaj ste z unim mikrofonom, čakaj malo, sem povedal nekaj, meni se je smešno, se ni zdaj tako smešno. Sploh ne bilo lažnivo. Poglejte malo italijanske medije, kako Italijani govorijo, kako v Angliji govorijo, kako se posod. Mislim, to zdaj, da pač politik mora biti tiho in da ne sme nič povedati, to pomeni, da se bo dogajalo to, kar se dogaja v Ospu danes. In ga pravice se bo dogajalo posod. To je super, odlično. Pustimo njim, da delajo, kar hočejo. Ker za njih ne bo noben to rekel. Jaz nisem še slišal, da ne bom govoril zdaj o osebnosti, ki meni ni, sami veste, da meni ni problem povedati, kakšno ime. Ampak recimo pri nas je leva struktura neprimerno močnejša od drugih in seveda njih se ne upa nihče takniti, kakorkoli. Tako da mislim, da je treba spremeniti to retoriko na vseh ravneh, ne pa samo določenih. Tudi novinarji morajo biti res čim bolj pošteni, čim bolj kredibilni, pa ne navijaški. Ampak se strinjate, da so lahko novinarji kredibilni tudi, če so drugače spolno usmerjeni, kot vi zagovarjate? Namreč za Capris ste marsikdaj rekli, da na Caprisu, da je... To je drugo. To je čisto nekaj drugega, ampak sem se malo preveč razjezil, mogoče včasih dobro. To ne, to nisem mislil tako na tak način, ampak zaradi tega, ker pač kot povezava preko tega in tako naprej. Kot so recimo povezani, jaz se strinjam za to, povezave in dobiti preveliko moč na osnovi česarkoli, pa se ne strinjam, takih drugačnih lobijev, to sem mislil. Nisem pa mislil drugače pač ima vsak ima svoje nagnjenja, tako in drugačne in jaz nima nič proti temu. No in v bistvu ste to izražali tudi preko družabnih omrežij, ker lahko seveda v svojem imenu poveste tisto, kar vam najbolj paše in vse tisto, kar najbolj mislite. Nagovarjali ste pa tudi mlade na državnozborskih volitvah aprila in tako kot tudi na terenu. Na enem od podcastov pa ste dejali naslednje. Tukaj 4% je že zmaga, če bo več, seveda, če bo ljudje razumeli, da treba, da je končno nastopil čas, da se to spremeni, potem toliko boljše. Če pač ne bojo, da prejmo 4%, je to tudi super in potem bo šlo na te občinske volitve, sem prepričan, da moram zmagati. In napovedali ste torej vsaj 4% glasov na volitvah, vaša lista jih je na to tudi dobila kar precej manj in sicer dobrih 0,4. Neuspešni ste bili tudi na referendumu in sicer s civilno inicijativo Parka ne damo. Na kakšen rezultat pa računate 20. novembra? Glede, zdaj, to, kar ste omenil, je točno to, je ta razlog, ste točno mediji, ker mediji enostavno me niso pokrivali. In zdaj, če te državne zborske, na državnem zborskem področju te mediji ne podpira, ti ne moreš nič dobiti. Če pogledate, jaz sem na takem istem izborih, se pravi 2004, na državnih zborskih volitvah smo dobili nekaj manj kot 3%, ampak smo vsaj lahko nekaj povedali, čeprav sem šele začel županovanjem in tako naprej, sem bil še zelen na tem področju in nisem imel teh rezultatov, kot imam danes, sem lahko vsaj nekaj povedal, sem bil vabljen na soočenja. Tokrat si bil popolni ignor. In to ne smete delati, to ne smete početi, dragi moji novinarji. To ne smete početi. To ni nobena demokracija. Če vi ne daste možnost ljudem nekaj povedati, vsakemu isto minuto, vsakemu isto časa in jih spraševati na isti način in ne navijaško, potem do demokracije v naši državi nikoli ne bo prišlo, ker ne more priti. Enostavno, če jaz nisem imel možnost niti predstaviti svojega programa, niti sebe, ljudje me niso sploh videli po celi Sloveniji, kako nam je volijo. Točno o tem vam govorim. In tukaj, v tem primeru, je bilo najbolj jasno pokazano, kako naj se ne bi delalo. In to vam govorim. In jaz upam, da boste vi se naučili na teh državnozborskih volitvah, kako se ne sme delati. Kot imam jaz, z marsikaj za se naučiti, in sem zdaj 4 leta časa za razmišljati, kje sem pogrešal, kaj bi bilo boljše in tako naprej, tako je bilo prav, da tudi vi razmišljate,
kje ste pogrešili, kako bi se lahko poboljšali in tako naprej. Sem prepričan, da se lahko, ste mladi in imate čas in jaz upam, da se boste tudi vi spremenili. Ne samo vi tukaj, ampak sploh kot mediji, kot novinarji. No in katere so te 3 točke mogoče glavne za... Sam če povem še to, ste imeli 2 vprašanja, smo to pa še referendum. Referendum je bilo popolnoma isti način, pač enostavno v mediji niso sodelovali, bil je popoln ignor, tudi na lokalnem področju in seveda je bila nezainteresiranost tako velika, da ljudje enostavno niso prišli, rekli so, ja, to je neka osebno maščevalnost med enimi privatnimi osebami A in B in pač ne bomo sodelovali pri tem in tako naprej. In potem navarno referendum je že tako in tako težko, da ljudje pridejo. In ker ljudje niso prišli, pač je bil referendum neuspešen. Ampak jaz kot novinarka Radia Kapris lahko povem, da v bistvu mi za vas smo poročali, torej, da kandidirate zaradi tega, ker sem jaz vas osebno tudi klicala za izjavo. Torej, kaj v tem programu oziroma kakšen je vaš program. No, še enkrat vam povem, ne mislim konkretno na vas. Ne, pač sem povem iz našega vidika, ker za nas lahko govorimo. Radio Kapris je zelo močen, zelo pomemben na regionalnem področju, ne samo na Koprskem, na celej regiji. Je pa zelo švoh na državno-zborskih, to morate vedeti. Ne? In tam rabiš Pop TV in RTV. In tam brez Pop TV in RTV ne moreš narediti popolnoma nič. Še posebej na Pop TV. To vemo vsi. Tako kot ste vi tukaj močni tukaj, tako so oni močni po celi Sloveniji. In to je dejstvo. In to recimo Primorske novice in Radio Kapris lahko naredite na teh županskih volitvah, lahko naredite morda celo več kot RTV in Pop TV. Na državno-zborskih je pa brez Pop TV-ja, nimate nobene šanse. Ne? No, ampak zdaj, ko imate pa recimo vi šanso, 3 glavne točke, s katerimi kot morebitni ponovni župan mestne občine Koper, katere spremembe, katere so glavne 3 točke vašega programa? Pa, teh točk ni samo 3, ne? Teh točk je ogromno. Prvo je program je že jasen že pred 4 leti, in se ni prav dosti spremenil. Mi zdaj moramo revidirati vse to, kar se zdaj naredilo, pregledati, kaj je bilo dobro, kaj je treba popraviti in tako naprej, kaj se zdaj dela, revidirati, popraviti smer, če je pač napačna in čim prej dokončati in začeti z normalnim delom. Koper mora biti spet najbolj varna občina v najbolj varni državi na svetu in najbolj čista občina na svetu. To, kar smo že bili. To je eno. In potem začnemo z normalnim razvojem, kot je ta stolp z povezavo z Markovcem, ureditev plaže od Badaševice do Žusterne, tega, ki je zdaj kao park v vodi, ureditev Žusternske plaže in plaže vse dol do izolske strani. Vse to bomo naredili, to, kar sem zdaj omenil, brez stolpa, seveda bomo uredili, če bo en župan, seveda do te prve sezone, do sedaj, se pravi v dobre pol leta. Za stolp bomo rabili 2 leti. In potem ureditev vse ostale infrastrukture, ki nam bo lahko pripomogla k temu, da bomo lahko razvijali turizem tako v Kopru, kot mestu, kot tudi na podeželju. Urediti moramo še kar nekaj ulic, trgov in podobno. Tudi recimo Markovec je polno zaspal, če pogledate tam, nima niti bankomata, nimajo banke, nimajo pošte, nimajo več ničesar. Če pogledate, kakšen je ta Mercator trgovina na Markovcu, je grozna. Res, to je vse razpadlo. To je, kot da smo v Zimbabveju, res grozno. To je treba res revidirati marsikaj. Koper je popolnoma zaspal, in tako tudi krajevne skupnosti in predmestja in podobno. Glejte, samo v Bertokih ta OPN je spreminjal ne vem koliko hektarjev zemljišč in to v korist ene osebe in to je seveda nepravilno. Ljudje so se dvignili, hvala Bogu, so to vse skupaj ustavili in bomo ta OPN mogli čim prej dokončati. In dokončali ga bomo tako, da bo v korist vseh občank in občanov mestne občine Koper, ne pa enega posameznika. Mi smo tudi odšli na ulice Kopra in smo povprašali občanke in občane, kaj bi
kakšno vprašanje bi oni postavili torej kandidatom za župana. Prosim, če si izberete 3 številke od 1 do 15. 5. Ja? 7. Ja. Ja. To so naše številke. In ne vem, 1. Dobro, slušalke na glavo. Številka 1, začnemo od ta najmanjše, je naslednja. Mi smo tukaj v Čevljarski, obrtniki, in mi bi želeli, da se uredi čevljarsko in mestno jedro Kopra za boljše poslovanje v smislu biznisa in vse ostalo. In kdorkoli bi dal to v program, bi ga volili. Ja. To je jasno kot beli dan. Mi smo na tem delali in Koper je bil neprimerno bolj živ pred 4 leti kot je danes. Ni bilo pa še to niti slučajno tisto, kar smo si želeli. Ta potniški terminal in je pač bi nam zelo pripomogel pri tem, da bi pač teh ladij in teh obiskov bilo še mnogo več. Ampak tako imenovan Koper na vodi, gledamo tako, da bo bolj jasno kot Koper na vodi, Koper na vodi bi nam zagotovil to, da bi bilo mestno jedro, da bi enostavno postalo živo, kajti ljudje iz Pristaniške ulice. Pristaniška ulica je zelo interesantna, obljudena in pač tam dobiš čisto vse. In potem nimaš nobenega motiva, zakaj bi šel čez mesto na drugo stran, kaj boš delal tam, ni nič. Ne? Če bi tam na drugi strani bila neka huda atrakcija, sem prepričan, da bo marsikdo ali pa vsi hoteli iti čez mestno jedro na drugo stran. In ravno tako te, ki bodo prišli turisti na drugo stran, spet, ki bi hoteli ta jezera, famozne vode, vodometi in tako na fontane in tako naprej, da bi hoteli iti čez mestno jedro, staro mestno jedro, na drugo stran pogledati morje in tako naprej. Tako da to je bila moja intenca in žal niso to ljudje v dovoljšnji meri razumeli in upam, da se bo to v doglednem času naredilo. To je garant, da bo naše mestno jedro v vsakem primeru živo in delalo in to za veke vekomaj. Amen. Kar se tiče ostalega, kako bi še oživel, treba z mladino. Mestna univerza je to, ima veliko plusov, to, da imamo vsaj nekaj mladosti po ulicah in po trgih in tako naprej, ampak je to zaenkrat še seveda premalo. Skupaj pa s tem, z razvojem univerze, ki bomo imeli še neke druge stavbe po Kopru, in s turizmom sem pa prepričan, da bo to poln zadetek. Vprašanje številka 5. Glede na to, da se je stanje čistoče poslabšalo, me zanima, ali boste naredili kaj glede tega. Ja, to, ko sem že prej povedal, ne, čistoča, Koper niti slučajno ni več sploh ni čisto mesto in ni več kaj šele, da bi bilo najbolj čisto mesto v naši državi ali pa na svetu, kot sem jaz vedno večkrat povedal, in sem prepričan to, da smo bili najbolj čisto mesto na svetu in prepričan sem in obljubljam vam, da bomo spet najčistejše mesto na svetu. Ko sem jaz postal župan, ni bilo niti enega samega javnega WC-ja v Kopru. Vse javne WC-ja, ki jih imamo še danes, smo jih naredili v mojem času. Sedanjim 4 letih nismo naredili nič. Tudi vzdrževanje teh WC-jev in čiščenje WC-jev ni slučajno na tisti ravni, ki je bila takrat. Ne samo, da ni na tistem, ampak je v sramotnem stanju, in zato je treba to nujno takoj popraviti, kositi redno in tako naprej. Vzdrževati park. Imamo najlepši park, uradno najlepši park v Evropi 3 leta zapored. Uradno najlepši park. Hvala Bogu, da gledajo samo iz posnetkov, starih posnetkov, in na osnovi tega tudi očitno dobivamo te nagrade. Če greste peš v ta park, to je tudi čisto tukaj zraven, pa boste videli, kaj je. Popolnoma sramotno nevzdrževan, najbolj nevzdrževan park, jaz mislim, na svetu. In take stvari seveda bomo takoj popravili. Meni je žal, ampak Koper je nazadoval na vseh področjih, in glede na to, da sem rojen Koperčan, imam Koper najrajši na svetu, si kaj takega ne želim in mislim, da si to ne zaslužimo. Pa še vprašanje številka 7. Zanima me, kdaj bo v Kopru poskrbljeno za mladino in nočno življenje in kako se bodo tega lotili. Ko sem jaz bil župan,
so mi učitelji mnogi, da pač ne dogaja se dosti po noči za mlade, čez vikend in tako naprej, čeprav se je dogajalo, ampak ni bilo pa tako, kot se je dogajalo včasih, ko smo bili mi mladi. Je pa res, da tudi diskoteke niso več tako moderne in mladi redko grejo v diskoteke in tako naprej, pač je zdaj zabava pač malo drugačna. Mi smo naredili ogromno na tem in smo hoteli še dodajati tako ali drugače. Pogovarjali smo z mladimi, danes imamo tudi na listi 18 let starega fanta, ki je garant, da bomo poslušali mlade in da nam je do tega, da jim priskočimo na pomoč, kajti mi smo imeli toliko zabave, mi smo res imeli toliko zabave, da jaz mojim sinom, mojim otrokom sploh ne morem dopovedati, da je to možno. Oni mislijo, da jaz da sanjam. In danes hodijo naši mladi, nažalost, v Trst, poleti v Portorož, Umag, Trst, zdaj po zimi pa v Trst ali pa Ljubljano. In to ni v redu. Res ni v redu. Če gledamo 4 leta nazaj, vseeno so Tržačani hodili k nam, iz Portoroža hodili k nam, iz Izole. Pač zabava je bila v Kopru, ni bilo zdaj, lahko bi bilo še več in prepričan sem, da bomo prihodnjem naredili še mnogo več za njih. Ampak ni to samo za mlade, ker če delaš za mlade, potem pridejo tudi malo starejši in tudi še starejši. Če pogledamo v Trst, jaz recimo ženo, večkrat gremo tam, recimo Via Torino, to je polna ulica, to je ogromno lokalov in z različno muziko in tudi različne starosti. Tam so otroci, ki imajo manj kot 18 let, pa 18-letniki, pa 20-letniki in tudi oni, ki imajo 38 let, naprimer, tudi za teh je. Tako da za vsi se imamo fajn, tako da, lejte, jaz bi rad, da se to ponovi in da še izboljša in da postanemo vsaj na nivoju Trsta, čeprav jaz bi rad seveda, da smo boljši. In takrat smo bili in sem pripričan, da bomo spet. Tako da, lejte, jaz sem nezadovoljen s tem tudi, da je sredi avgusta ob 10 uri, po 10 uri nobene muzike več slišati v Kopru, ki je Koper poln turistov, ker celo obale je polno turistov, zdaj avgusta. In muzika se zapre, lokali se končajo. Celo lokal od mojega sina zmogel ob 22, čeprav je bil obljuden, poln naših občank in občanov, naših mladih. Je mogel zapreti, ker je pač župan se odločil, da mu ne bo podaljšal urnika, da urnik samo do 22 ure in zdaj ni nekega lokala. Mislim, to ne more biti tako ad personam. To pač tako ne more biti. Čeprav ni bilo nobenih problemov. Ja, mislim, da problem je bil tudi zaradi glasnosti, kot se spomnim. So skrajšali pač urnik zaradi tega, ker so se občani in občanke pritožili nad glasnostjo. Glejte, to lahko vedno insceniraš, to jaz lahko naredim, 15 kliče na stop in vedno isti in kje je problem, bomo zaprli vse. Ni bilo, če je bilo polno naših občank in občanov, naših otrok tam, moraš narediti vse, da to ostane. Moraš priti tja, gremo gledati realno, kje je, kaj se dogaja in tako naprej. Ne pa zdaj tako zapreš. Tukaj niso bili Indijanci ali pa kavbojci, to so bili naši občanki in občani, ki nimajo kam iti. Razen tablet, razen droge. Poglejte samo, koliko je dilanja v Kopru danes. Ko sem jaz postal župan, je bil narkovec, če se spomnite. Ko sem šel stran, ni bilo več narkovca. Malo kje se še delalo. Je bilo, ampak redko. Ker smo s sodelovanjem naših redarjev, policije in tako naprej, mi smo strašno pritiskali na policijo in na organe pregone, da se je to zmanjšalo. Mi smo naredili 15 novih šol, 28 novih vrtcev. Vse šole, vse vrtce smo zagradili. Vse posod smo nastavili najboljše, najmodernejše celo nočne kamere in tako naprej. In vse posod smo dali živo varnost, se pravi varnostno službo in nismo dovolili ne dilanja, in tako naprej. Tako da omejili smo to na najvišjo možno, najnižjo možno mero. Danes ni več fizičnega varovanja, dela se vse posod pred šolami, pred vrtcem, povsod pred našo hišo, povsod se dela nemoteno, župana to ne briga, naša občina ne naredi nič v tem kontekstu, noben ne kliče policijo, kaj šele da insistira in se trudi na tem področju in danes je Koper uradno občina z največ dilerjev in največjo uporabo droge, prepovedane substance v naši državi. To je sramota.
Ampak recimo potem takem ideja diskoteke Ozare, ki kot je bila nekoč spet v Žusterni, bi to potem opustili zaradi ravno te problematike ali bi jo želeli oživeti? Ne, mi smo hoteli, ko sem jaz sem rekel, če bom zmagal, bomo pač naredili Ozare in tudi potem, ko sem zgubil, smo tudi hoteli narediti Ozare, potem se je Janez Starman iz Postojani podžupan iz liste Bržana pač zbunil kot predstavnik krajevne skupnosti v Žusterni in nam niso dovolili urnika, niso dovolili otvoritve diskoteke, čeprav smo že vložili precej denarja, moj sin, in tako da ni prišlo do tega. Potem kasneje smo pridobili urnik strani države, ki smo se pač pritožili, ampak smo videli in tudi je rekel tudi Nik, da nima smisla, da se bo zdaj boril z nekimi mlini na veter. Tako da smo to opustili in ta 4 leta je ostala občina Koper brez ene same diskoteke. Ampak jo boste pa obudili, če boste ponovno zasedli županski stolček? Morda ne to, morda mogoče kakšno drugo, od koga drugega, ker pač tudi moj sin ima neke druge plane, ima že neke drugo delo v tujini, v tujino in tako naprej, tako da verjetno časovno pač ne bo več mogoče, pa bo pa kakšen drugi podjetnik, privatnik odprl ki druge. Dejstvo, da bomo dali možnost. Dejali ste, da je bila prenova avtobusne postaje vaša ideja, ob odprtju pa ste bili do nove pridobitve kritični. Kaj bi vi naredili drugače in ravno tako za obmorski park? Torej, kaj bi naredili drugače za avtobusno postajo in za obmorski park? Avtobusna postaja je bila seveda naš, ne moj, ampak naš projekt. Pridobili smo tudi evropska sredstva za to. Sami ste videli, so bili že že v medijih neke idejne skice, kako in kaj naj bi bila avtobusna postaja. Jaz sem prepričan, da je streha pač preoska zaradi dežja in tako naprej. Potem niso poskrbeli niti za pihanje, za burjo. Vemo, da imamo burjo tukaj, WC in ta stavba je premajhna, prostori so premičkeni. Najhujše pa je to, da streha pušča. Zdaj, če daš ti, porabiš 1.300.000 ali pa kolikorkoli denarja za neko novo konstrukcijo, pa streha ne sme puščati. Tako da, če bi jaz naredil, vsaj, če nič drugega, streha ne bi puščala. To je eno. Drugo, kar se tiče od tega obmorskega parka, ta obmorski park se delal 4 leta. Jaz sem imel namen dokončati do sezone, 2019, in oni so packali ta leta in leta, ker so pozabili, da je pač teren tak spodaj, se teren, če ne bojo utrdili terena, se bo sesedel in to se tudi sesedel, navozil tam ogromno materijala in milijardo kamionov, te malo pretiravam, ampak stotine kamionov in zdaj ta material pač se je pogrezal in tako se je pogrezal in prišel na drugi strani ven v morje in morje je to porinilo notri v Badaševico in Badaševica je ostala brez vode, če ste videli to. Ne? In tako da zdaj tudi s tem, da so šli preveč ven s tem parkom v vodi, so brez nobenih izračunov so tudi čisto spremenili tok vode, tok morja in zdaj v Badaševico morje ne gre notri in ven, ne, ampak gre na tak način samo s plimovanjem, gre noter v Badaševico, ne, čisto nežno. Ne. In potem je tam zdaj Badaševica postala mrtva reka, in zdaj dovajajo neki kisik in tako naprej, ampak to ni nobena rešitev, treba poklicati strokovnjake, res pravi strokovnjake in videti, kako rešiti to Badaševico, ker te Badaševica je zdaj reka, ki gnije in smrdi. To treba urediti. In iz tega parka v vodi treba narediti pravcato plažo, na katero bomo vsi ponosni, na katero bojo hodili se kopati iz Dubrovnika, kot sem povedal že, če se spomnite, pred 4-5 leti, sem vedno govoril, da bo iz Dubrovnika hodili se kopati na našo plažo. Ker je prekrasna plaža, ampak žal je morje umazano, še posebej s fekalijami, kajti enostavno kolektor izpod cev, ki gre skozi kolektor izpod avtoceste, je počla in zdaj kolektor poln dreka
In enostavno ta župan in ta občinska oblast noče priznati, da se to zgodilo, da je to res. In je Dars tisti, ki je plačnik tega. Nisem rekel, da je kriv župan niti slučajno ali pa kdorkoli iz občine, ampak se je pač to zgodilo, lahko bi se tudi meni. Ampak treba priznati in iti takoj v sanacijo. In problem njihov je, ker niso hoteli sanacijo in so lagali ljudem, da ni fekalij v morju. Fekalij v morju so. In to treba sanirati, to bo nekaj stalo, ampak to je strošek Darsa in to bomo tudi takoj sanirali, tako tudi puščanje fekalij v Žusterni in ureditev kanalizacije v Muletu, kar so pričeli z deli. Jaz upam, da delajo pravilno, delajo kvalitetno, ampak to bomo pogledali in speljali tako, da bo to super. Naše morje mora biti perfektno čisto. In tudi Badašovec. Ne sme biti nobenega izpusta. Na to smo strogo kontrolirali v mojem času, v tem času pa ni kontroliral več tega nobeden. Mimo grede se zgodi, da se nekdo preklopi s kanalizacijo in ti pokvari cel sistem. Tako da v tem primeru to ni tako, to je ogromna količina fekalij, ker je pač cel kolektor pod cesto počela. To je dejstvo. In to neizpodbitno dejstvo in to treba popraviti. Mogoče še za zaključek, zadnje vprašanje. V primeru vaše izvolitve, glavna stvar, imeli smo v tem poletju tudi krizo z vodo, tega sploh nismo še omenili in najverjetneje nas tudi čas malce že preganja. Katera je glavna stvar, recimo, izmed vseh, ki so se dogajali v zadnjih 4 letih, ki je nujna nekega popravila? Voda je vsekakor, to, kar sem rekel, to je pač treba popraviti, ampak voda, mi še vedno imamo isto vode, kot smo imeli prej. Mi to leto smo imeli popolnoma enako vode, kot smo imeli že prej. In glede na to, da nismo zgradili nobenega novega hotela, nismo zgradili golf igrišča, ki bi terjalo ogromno vode in podobno, ni bilo nobene potrebe za tak preplah. Enostavno redukcija vode ni bila potrebna, ker vode smo dobivali isto iz Krasa, 100 litrov na sekundo, isto iz Hrvaške, 80 litrov na sekundo, isto iz Seče, 40 litrov na sekundo, isto iz podtalnice Rižane, 200 litrov na sekundo. Manjka le čisto izvorna voda reke Rižane, ki manjka itak vsako leto. Tako da ni bilo nobenega razloga, to so naredili, malo so inscenirali, ker so hoteli pritisniti na državo, da nam država čim prej zagotovi ta vodni vir. Glede na to, da so imeli v projektu, ker so obljubili, da bo v tem mandatu prišli do novega vodnega vira, ker jaz nisem bil sposoben 16 letih ga pripeljati in tako naprej. In celo obljubili so, da bo v 2 letih pripeljali. In niso uspeli v celem mandatu, ker so se osredotočili na zajetje padež. Zajetje padež ne bo nikoli šlo skozi, zato ker tam so ljudje proti in z brzostrelkami danes ti ne moreš projektov delati. Tako da dejstvo je, da treba se povezati z Kraškim vodovodom in Bistriškim vodovodom. Je pa res, da oni nam ne dajo več vode, spravi, da bi dali več črpališče in naredili novo povezavo s širšimi cevmi, zaradi tega, ker oni hočejo, da se istočasno uredi ves cevovod po celem Krasu, kar stane približno, ta naš del bi stal 7 milijonov, na drugo stalo pa bi stalo še razliko do 50 milijonov. Tako da mi bomo probali pritisniti državo, da naredimo najprej teh 7 milijonov takoj in sočasno, da pridobijo sredstva, da uredijo tudi cevovod po celem Krasu. Ta 7 milijonov, tudi če ne bo imeli evropskih sredstev, če nam ne bo država pomagala, bomo pa sami zagotovili, ampak rabimo samo zeleno luč s strani države, da nam to dovolijo. In to lahko komot naredimo do sezone. Tako da ne rabite se bati, vode imamo in imamo čisto dovolj časa, da zagotovimo še to dodatno vodo iz Krasa do sezone. Na volitvah torej morate, za tiste, ki smo iz drugih občin, obkrožiti volivci in volivke. Katero številko za Borisa Popoviča? Ni, da morate, pa lepo bi bilo in pametno bi bilo tako za vas, kot za vaše otroke in vnuke, da obkrožite številko 5 za župana in mestne občine Koper, to je Borisa Popoviča, in 7 za listo Koper naš. To bo zagotovilo, da bomo imeli tudi večino, da ne bomo tako kot Ženjo, ki pač tudi, če bi bil najbolj pameten, najboljši župan na svetu, enostavno sam brez večine v občinskem svetu ne more narediti nič. Najlepše hvala za vaš obisk v našem studiu in mi vam želimo srečno na prihajajočih lokalnih volitvah. Hvala, jaz pa vam uspešno delo v teh prelepih prostorih. Hvala lepa. Hvala. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na Obali.